Pozdravljeni! Za nami je 14. dirka v svetovnem prvenstvu Formule 1 za sezono 2019 in podobno kot se naredil pregled razočaranj po prvi tretjini sezone, je sedaj čas, da naredimo povzetek in pogledamo, kaj se je spremenilo v dveh tretjinah sezone. In ja, bodimo natančni, ne bom gledal samo druge tretjine, ampak dve tretjini od začetka do sedaj. Najprej, preden začnemo, rahlo opozorilo. Namreč v tem prispevku se bom skliceval na starejše, katerih bližnjice boste dobili v opisu. Ne bi rad ponavljal enih in istih zgodb, ukolikor komu kaj ni jasno, bo verjetno bolje razloženo v tistih starejših prispevkih. So seveda stari, določena dejstva so se spremenila, a mislim, da so ključna za razumevanje mojega videnja. Kot drugo, gre za moje osebno videnje in moje osebno videnje temelji na mojih izkušnjah, mojem znanju in mojem prepričanju. Nikjer ne piše, da se morate z njim strinjati. Seveda, vsak ima lahko svoj pogled na določene probleme. In tretje, sam ne vidim prihodnosti. Ukolikor bi bil sposoben predvideti prihodnost 100% natančno, se ne bi ukvarjal s Formulo 1, ampak s kakim, na primer, vedeževanjem. Zato moramo vsa ta dejstva, ki so v takih analizah izrečena, jemati z določeno mejo rezerve. Začnimo. Najprej pogledajmo, kaj sem napovedal po prvi tretjini sezone kot tista največja razočaranja. Pierre Gasly. Pierre Gasly je izgubil svoj sedež pri Red Bullu, menjava med njim in Alexandrom Albonom je bila po eni strani presenečenje, po drugi pa pričakovana. A problem je v tem, da rezultati Albona niso bistveno boljši od tistega, kar je kazal Gasly. Seveda, tu ne pravim, da je Albon slab. Dosegel je solidne rezultate, je novinec, a to pomeni po mojem osebnem videnju nekaj drugega. Bolid Red Bull RB15 je presneto težak za voziti na meji. Potrebno je imeti talent, kot ga ima Max Verstappen, da se iz njega izvleče maksimum. Seveda, Helmuta Marka je Pierre Gasly razočaral, ker ni pokazal, da je na enakem nivoju kot Verstappen. A vsakdo nima tistega talenta. In mislim, da tudi Albon, kljub, bom rekel, solidnim rezultatom, ki smo jih videli do sedaj, ne bo bistveno drugačen. Bo tudi on razočaral Marka, bomo videli v zadnji tretjini. A zaenkrat ta menjava potrjuje, da, če ne drugega, je Gasly razočaral Red Bull. Drugi na spisku Robert Kubica. Res dosegel je tisto točko, edino točko za Williams. A dosegel jo je tudi tako, da so drugi pred njimi izpadli. Bodimo realni. Bistvo je nekje drugje. Če primerjamo generalno gledano tisti zaostanek, ki ga ima on do svojega lastnega moštvenega kolega, je slika tragična. Namreč ne morem si predstavljati, kako pri enakem bolidu, enaki tehnologiji prihaja do takih razlik. George Russell je novinec, nima izkušenj Roberta Kubice, tudi kilometrina je manjša. In zavedam se tudi enega dejstva, da je verjetno slab bolid težje držati na progi, kot tistega perfektnega voziti na limitu. A vseeno, razlika je prevelika, da ne bi imel Roberta Kubico še zmeraj kot razočaranje. In tretji, Antonio Giovinazzi. On je dosegel 3 točke do sedaj. Bore malo v primerjavi s Kimijem Räikkönenom, a vseeno svojimi zleti s proge in nesrečami je najmanj dvakrat vplival na razplet dirk. Govorim na tistem, kar se je zgodilo na veliki nagradi Velike Britanije in veliki nagradi Belgije. Kar je še bolj zaskrbljujoče, je mnenje, ki ga je izrekel njegov šef ekipe Vasseur o njem. Ponavlja se ista podobna zgodba, kot smo slišali pri Haasu. Pač Antonija ne cenijo preveč in tudi sam ga ne, še zmeraj, tudi v drugi tretjini sezone oziroma po 2 tretjinah sezone. Tem trem bi sam dodal Sebastiana Vettela. Sebastian je v globoki krizi. Vidimo, dosti se je o tem pisalo, dosti se je o tem govorilo. A sedaj bom predstavil svoje videnje. Ne gre toliko za tehnične težave, kot za psihološke težave samega voznika.
po mojem osebnem mnenju, si preveč želi zmage, si preveč želi biti vodilni v ekipi, si preveč želi biti vodilni v svetovnem prvenstvu. In ta prevelika želja je tista ovira, katera ga spravlja v tak položaj, kot smo videli na primer na veliki nagradi Italije. Sam se bo mogel izboriti iz te jame, katero si je sam skopal. Potrebna mu bo verjetno tudi pomoč, a to je naloga ekipe. Dobiti morajo nek skupen jezik, mogoče tudi zunanjo pomoč, da se bo on prvič sam pri sebi spremenil in začel biti tisti star Sebastian Vettel, katerega smo bili vajeni. Ima lepo priložnost dokazati, da je šampion. Namreč šampioni niso tisti, ki imajo največ zmag, največ pole positionov, največ naslovov svetovnega prvaka. Ne, šampioni so tisti, ki so se sposobni pobrati takrat, ko so se dotaknili dna in se zopet vrniti na pota stare slave. Sebastian Vettel ima zdaj tu enkratno priložnost, da to pokaže. Na njemu je, ali bo to izkoristil ali pa ne. Na koncu bom omenil še 3 voznike, kateri niso razočarali, kajti pričakovanja, ki jih lahko imamo realno od njih, niso tako visoka. Govorim o Niku Hülkenbergu, govorim o Grosjeanu pa Magnusenu. Hülkenberg je izgubil svoj sedež pri Renaultu. Kako in kje bo nadaljeval kariero, bomo še videli. A po mojem je konec tistih pripovedk o njem kot od nekemu talentu prihodnosti, kateri se še ni dokazal. Namreč, kako lahko trdimo, da je Hülkenberg soliden voznik, če nima po tolikih štartih, največ štartih v zgodovini Formule 1, niti enih stopničk. Ima jih Lance Stroll, kateri je zmeren tarča kritik. In Lance Stroll po mojem osebnem mnenju sploh ne vozi slabo. Treba je malo znižati tista pričakovanja o Hülkenbergu in verjetno bomo dobili bolj realno sliko. Pri ekipi Haas sta bila že od nekdaj oba voznika v tej zasedbi najšibkejši člen celotne kombinacije. Videli smo tudi to, da sta se začela med seboj izrivati iz proge in to je tisto, kar ekipo najbolj prizadene. Res treba je imeti bojevite voznike, a treba je imeti tudi voznike, ki vozijo za ekipo. Oni jih plačujejo, oni jih najamejo, oni jim dajajo bolide. In nekako tisti glasovi v zaodrju, v zakulisju pravijo, da Grosjean ne bo dobil podaljšane pogodbe pri ekipi Haas in naj bi ga celo zamenjal Hülkenberg. Kar po mojem mnenju ni najbolj modra poteza, če se spomnimo tiste izjave Magnusena, kateri je prav Hülkenbergu dejal pred nekaj leti: "Suck my beep." Kaj se bo zgodilo? Zgodilo se bo to, da z ene kombinacije, katera je v bistvu šibka, bomo lahko prišli v drugo, katera ne bo prav nič boljša. Vsekakor niso razočaranje, kajti dosegli so prav tisto, kar smo lahko od njih vseh 3 pričakovali. A lahko bi več? Seveda bi lahko več. Vsekakor še tretjina sezone je pred nami in videli bomo do konca, če se bo kaj spremenilo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.